the European Parliament supports human rights. The Sakharov Prize for Freedom of Thought. Dober dan, pozdrav iz Studia Evropa. Hvala, da ste si vzeli čas in da boste skupaj z nami spremljali Belorusijo na poti demokratičnih sprememb. Tako smo naslovili pogovor z odličnimi gosti, ki nam bodo pomagali razumeti dogajanje v tej 9,5 milijonski državi ter vzpon tamkajšnje demokratične opozicije. Veseli me, da lahko za uvodni pozdrav prosim vodjo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, Manjo Toplak. Dober dan. Najlepša hvala, Anja. Lep pozdrav. Dobrodošli v že drugem Studiu Evrope, pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Tokrat ga posvečamo letošnjim prejemnikom nagrade Saharova za svobodo misli in to so predstavniki demokratične opozicije v Belorusiji. V časih, ko smo znova priča vzponu avtoritarnih režimov, nagrada Saharova postavlja pod žaromete tiste, ki se upirajo zatiranju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Beloruska opozicija kljub surovemu zatiranju strani oblasti pogumno in mirno nasprotovala ponarejenemu rezultatu volitev avgusta letos. Evropski parlament nagrado Saharova podeljuje že 32 let in z njo vsako leto nagradi posameznike ali organizacije za izjemne dosežke pri zavzemanju za človekove pravice in temeljne svoboščine. Zlasti svobodo izražanja, pravice manjšin, spoštovanje mednarodnega prava, demokracijo in pravno državo. Nagrada se imenuje po Andreju Saharovu, uglednemu sovjetskemu jedrskemu fiziku, tudi prejemniku Nobelove nagrade leta 1975 ter velikemu oporečniku in borcu za človekove pravice. Vse današnje goste prav lepo pozdravljam in se že veselim razprave. Hvala. Ja, hvala lepa. Z veseljem takoj prenašam pozdrave naprej. Veseli nas, da bodo danes v razpravi sodelovali trije evropski poslanci. Dobar dan torej, gospa Ljudmila Novak iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, gospa Tanja Fajon, članica poslanske skupine Naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu, gospod Franc Bogovič, član poslanske skupine Evropske ljudske stranke. Dobar dan, gospod Denis Mancevič, politolog, nekdanji diplomat in dobar dan, Branko Soban, novinar in publicist. Kot ste opazili, imamo izjemno zasedbo gostov in verjamem, da jim boste želeli zastaviti kakšno vprašanje. To lahko storite zelo preprosto, tako da vprašanje zapišete kar med komentarje na Facebooku, kjer spremljate ta prenos. Prosim, naj bodo vprašanja čim bolj vsebinska. Vas, spoštovani gostje, pa prosim za zelo strnjene, neposredne odgovore in za uvod v zanimivo razpravo predlagam, da si ogledamo kratko reportažo o političnem dogajanju v Belorusiji in tamkajšnji demokratični opoziciji. Воля нас подачкой с блакитной каёмочкой не подаецца. Трэба і ўсё ж трохі ахвяраваць сваім часам, дабрабытам і думаць. Гэта как Паша, раллё, альбо как это по-русски сказать, урожай. Nina Bahinska is known as the grandmother of Belarus. She has been protesting against the authoritarian regime for decades. Belarus gained independence from the USSR in 1991. 3 years later, Alexander Lukashenko won the first presidential election. Last August, he won his 6th, with 80% of the ballot. International observers say the poll, like all presidential elections since 2001, was rigged.
Я працістую, як і лічу большасць народа, супраць улады Лукашэнкі. Бо ён за 26 год уже ўсіх дастаў. Нават тых, которые за него калісьці кідалі галасы ў скрынькі. Мае ўчынкі былі такія, як і тады, такія і зараз. Я хадзіла з плакатамі, адпаведна сітуацыі, і з чырвона-белымі сцягамі. Ну, не буду я гуляць са сцягам па гораду, калі ўлада зменіцца. Калі Лукашенка сыдзе, After a leading presidential candidate was jailed by the regime, his wife Svetlana Tsikhanouskaya picked up the baton in the race against the long-standing president. Еще 2 кандидатов сильных с этой гонки выбросили. То 3 женщины как бы встали вместо своих мужчин, и произошло то самое объединение, которое объединило всех людей Беларуси. Now in exile in Lithuania, Tsikhanouskaya is leading the Belarus Coordination Council, a democratic body pushing for a peaceful transition of power. Наша борьба, она не пророссийская, не проевропейская, это борьба внутри страны против одного человека. Конечная цель всего, что сейчас происходит в Беларуси, это новые, честные, абсолютно прозрачные выборы. Всех не пересажаешь, всех не перебьешь и всех не вышлешь. Every week since the 9th of August, tens of thousands of demonstrators crowd the streets of Minsk and other cities to march peacefully against Lukashenko. They have been met with a brutal police crackdown. Since election day, more than 26,000 people have been summarily arrested and detained. Мы працуем па фіксаванні катаванняў, якія адбыліся пасля выбараў, калі тысячы людзей у Беларусі былі збіты, іх мэтанакіравана катавалі, з імі па-нечалавечаму абыходзіліся, і все гэта працягваецца. Это адбывалася фактычна па ўсёй Беларусі, там, дзе праходзілі масавыя акцыі пратэста супраць фальсіфікацыі гэтых выбараў. In October, the European Parliament awarded Belarus's democratic opposition the 2020 Sakharov Prize for Freedom of Thought. The European Union has imposed asset freezes and travel bans on Lukashenko and his inner circle. And it continues to support the people of Belarus in their fight for freedom. 26 гадоў, можна сказаць, што Беларусь была скавана аўтарытарнымі путамі, і доўгі час, асабліва апошнія гады, здавалася, што ўсё жыццё ідзе пад метровым слоем лёда. Ну і в апошнія годы ты лёд трэснуў, вада выйшла на паверхню, ўсё зараз бурліць, вось пашлі нейкія крыкі. Tako, spoštovani gostje, precej istočnic smo dobili v teh zadnjih minutah, pa tudi sicer nagrada Saharova demokratični opoziciji v Belorusiji je glasen in jasen poziv beloruskemu režimu k demokratizaciji države in prenehanju nasilja nad protestniki. Ob razglasitvi je predsednik Evropskega parlamenta Sassoli dejal, da so predstavniki beloruske opozicije na strani resnice in da jim Evropska unija stoji ob strani. Gre torej za simboličen korak Evropske unije. Gospa Ljudmila Novak, kaj pa lahko dejansko EU še naredi za spremembe v Belorusiji? Na kakšen način bo torej Evropska unija v tem boju zaščitila šibkejšega, se postavila na stran človekovih pravic? Lepo pozdravljeni. Mene veseli, da se je Evropska unija odločila oziroma Evropski parlament, da podeli nagrado Saharov prav beloruski opoziciji. Tudi to je zanimiv podatek, da so najbolj aktivne tukaj ženske, ki ne morejo več gledati, kako preganjajo njihove može, kako jim grozijo z odvzemom otrok in tako naprej.
Kar je Evropski parlament lahko naredil, je to, da je podelil to nagrado in s tem podprl opozicijo ter glasno in jasno povedal, da jih podpiramo v tem boju za demokracijo. Sprejeli smo tudi v preteklosti že nekaj resolucij, nazadnje tudi novembra, v katerem opisujemo vsa ta dejanja in naše nestrinjanje s takim načinom vladanja. Seveda so možne tudi določene sankcije, h katerim je tudi pozival Evropski parlament in tako Lukašenko je postal tudi nezaželena osebnost v Evropski uniji. Bilo bi pa prav, da bi tudi vse države na gospodarskem področju in na drugih področjih dale vedeti, da ne podpiramo ta vladavine in da ne podpiramo nasilja, ki se sedaj dogaja v Belorusiji. Hvala lepa, kar nekaj konkretnih korakov ste našteli. Gospa Tanja Fajon, tudi za vas podobno vprašanje. Kaj torej lahko Evropska unija dejansko še naredi, ne le s simboličnimi koraki, ki so seveda izjemno pomembni, o tem se nedvomno strinjamo? Hvala lepa. Zdaj najprej uvodno naj povem, da je beloruska opozicija resnično zaslužna za to nagrado, za pogum, za odločenost, za modrost, za boj za človekove pravice v svoji državi. Zdaj te pogumne ženske zadnje 4 mesece, ki so neumorno protestirale po beloruskih ulicah proti nasilju, diktatorstvu, represiji, zoper Lukašenka in ukradenih volitvah 9. avgusta, so resnično danes priložnost po 26 letih za spremembe. Zdaj, v trenutku, ko vidiš toliko žensk na beloruskih ulicah, bi se lahko vsak diktator ustrašil in zame so bili resnično inspiracija za ves svet. Upam, da bo nagrada predvsem spodbudila belorusko ljudstvo, da nadaljuje ta svoj boj za spremembe, za svobodno in demokratično Belorusijo. Mi ves čas podpiramo tudi demokratično opozicijo, da izvede nove, poštene, svobodne volitve. Seveda lahko in nujne so dodatne sankcije zoper Lukašenka, zoper pravzaprav, ki financirajo danes njegov režim, vzdržuje to represijo, nasilje. Tu imamo v mislih državna podjetja, posameznike, oligarhe. Te dodatne sankcije so nujne, namreč mi imamo že do danes po teh zadnjih informacijah več kot 32,000 ljudi, ki so bili priprti, veliko jih je izginilo, vsaj 4,500 imamo domnev o nasilju, represiji, mučenju. To, kar se dogaja danes v Belorusiji, je pravzaprav nedopustno in mi nudimo vsekako vso podporo z dodatnimi sankcijami in da se izvedejo svobodne volitve. Hvala lepa. Ja, v obeh odgovorih smo nekako izpostavili to, da je Evropski parlament že naredil precej, se pravi, da se je zelo odločno odzval in kot sem omenila, predsednik Evropskega parlamenta Sassoli pravi, Evropska unija stoji opoziciji ob strani. Ampak, gospod Bogovič, kaj še? Se pravi, še tretji zelo podoben izziv. Kaj še bi morala ali pa lahko Evropska unija naredi? Lep pozdrav vsem, tudi z moje strani. V Evropski uniji radi govorimo o tej mehki moči, ki jo Evropska unija poskuša izvajati pri svojem zunanjem političnem delu. Zato so te gospodarske sankcije, sankcije proti posameznikom na nek način tudi nekaj, kar lahko skoraj Evropska unija največ naredi. Po drugi strani je bila zelo jasna resolucija sprejeta septembra, ki je najprej označila volitve za nezakonite, pozvala k novim volitvam. V njej je naveden cel niz kršitev praktično vseh pravil demokracije, človekovih pravic, svobode v posamezni državi in daje jasno podporo tudi v poročilih mednarodnih organizacij, da je potrebno izvesti ponovne volitve. Zelo pomembno je tudi to, kar koordinirana opozicija deluje in to, kar je tudi prejemnica nagrade v parlamentu dejala in tudi sicer, da gre za notranje politično zadevo,
da enostavno želijo imeti nove volitve. Mislim, da je tudi iz taktičnih vidikov največ, kar lahko naredimo, to, da podpiramo tiste, ki so končno dvignili glas in poziv po demokraciji v Belorusiji in da jim na takšen način tudi za mednarodno podporo, tudi s tem, ko je Svetlana sedaj v Litvi, ima to zatočišče in na nek način se ji omogoča normalno delo, se jo zaščiti tudi proti represivnim ukrepom Lukašenkovega režima. To je to tisto, kar v tem trenutku Evropska unija lahko naredi. Še so živi spomini iz Ukrajine in tudi te postopki potekajo na nek način drugače. Ženske so v spredju, kot je bilo rečeno, potekajo na miren, zelo kulturen način. Ima pa mogoče ta beloruska opozicija to težavo, da za razliko od drugih demokratičnih gibanj, ki so bila predvsem konec 80-ih in so prinesla demokratizacijo, danes ni tega nekega splošnega trenda po teh spremembah in zato je še toliko bolj pomembna ta mednarodna podpora vsem, ki danes na nek način se žrtvujejo in konec konca tudi ogrožajo svoje življenje, kot vidimo iz prispevkov, ki ste jih pokazali. Ja, in prav to, da se ne bi ta mednarodna podpora prehitro utrudila oziroma da ne bi prehitro izvenela. Doktor Denis Mancevič, rojeni ste bili v Belorusiji, imate bogate izkušnje iz diplomacije in gospodarstva, eden najboljših poznavalcev dogajanja v Belorusiji pri nas ste. Zanimivo je, da je ta država, to se vsi strinjamo, zadnja desetletja veljala za eno najbolj izoliranih v Evropi, ampak po drugi strani je bila pa relativno politično stabilna. Oblast je bila trdno v rokah enega človeka, ki je vladal s podporo obsežnega in učinkovitega aparata. Kaj se je torej v zadnjih letih ali mesecih v Belorusiji spremenilo, da je nekoč tiha opozicija postala glasna, pogumna in tudi uspešna? Lep pozdrav in hvala za vprašanje. Odgovor se skriva v postopni in pa organski demokratizaciji beloruske družbe in pa civilnih iniciativ. Torej, to, kar vidimo danes, ni v prvi vrsti politični proces beloruske opozicije kot take, ampak je upor ljudstva širokih množic proti Lukašenku, ki predstavlja režim, ki ga to ljudstvo več ne sprejema. Tako da kaj se je spremenilo? Ljudje so začeli v zadnjih 10-15 letih bolj intenzivno potovati, spremljati tuje medije, vsaj kar se tiče Poljske, Litve, torej baltskih držav, so ta potovanja mogoča in preprosto vidijo vrednote, načine življenja, spoštovanja človekovih pravic in pa pravne države v drugih evropskih državah, tudi tranzicije, ki so jih nekatere sosednje države naredile v 80. in 90. letih in preprosto sploh mlajše generacije niso več pripravljene prenašati režima, ki je zelo avtoritaren, ki masovno krši človekove pravice, omejuje možnost podjetniških iniciativ, politične udejstvovanje in tako dalje. Gre za enostranski pravzaprav režim. Tako da, kar se je zgodilo, je to, da je preprosto ta režim povozil čas in ob teh volitvah ta zadnjih je pač ljudstvo bistveno večjim obsegov kot v preteklih letih bilo pripravljeno iti na ulice, tvegati življenje in dati jasen signal režimu, da pač to več ni sprejemljivo. Če mogoče smem tukaj samo pa še pokomentirati ukrepanje EU in pa parlamenta, predvsem z tega vidika, kaj lahko EU še več naredi. Jaz mislim, da EU lahko še bistveno več naredi skozi zelo obširne programe podpore beloruske civilne družbe. Torej, ne samo na političnem nivoju in pa skozi resolucije, ki so seveda pomembne in tudi ta nagrada Saharova je izjemno pomembna, ampak lahko EU izkoristi ta kapital, ta ugled, ki ga v beloruski družbi med prebivalstvom uživa, s tem, da bistveno večjem obsegu podpre civilno družbo skozi razne programe, torej skozi že vstop v Evropsko unijo, skozi izobraževalne izmenjave, kulturne in tako dalje. Tega je v tem trenutku še vedno premalo.
Hvala lepa. Ja, dejansko dela ne bo zmanjkalo, se mi zdi. Branko Soban, neutruden borec za človekove pravice, za svobodo misli, seveda tudi velik poznavalec konca sveta, v katerem danes teče beseda. Kako bi ocenili stanje spoštovanja človekovih pravic v Belorusiji v času režima Aleksandra Lukašenka? Zdaj, ta čas je izjemno dolg, smo videli v uvodni reportaži. Menite, da je čas, da stolček zapusti zadnji evropski diktator? Ja, pozdravljeni, hvala za vabilo. Seveda, jaz moram reči tukaj, da je nagrada Saharova zame ena najbolj žlahtnih nagrad. Jaz sem živel v državi, kjer je v bistvu ta nagrada nastala. Tam je bil doma Saharov. Saharova žal osebno nisem poznal. Sem pa zelo dobro poznal njegovo vdovo, Jeleno Bonner, izjemna ženska, ki je tudi ogromno naredila za demokratizacijo nekdanjega sovjetskega prostora, in zelo dobro poznam nekatere sodelavce Saharova. Tukaj bi omenil zlasti mojega dobrega znanca Sergeja Kovaljova, ki prav letos praznoval 90 let in mu ob tej priliki čestitam. Seveda, stanje s človekovimi pravicami v Belorusiji in tudi sicer v soseščini je katastrofalno. Človekovih pravic praktično ni. Tudi zato je prišlo do tega upora, ki bi ga morala podpreti odločneje vsa Evropa. Evropa je, mislim, tam 2015-2016 omilila sankcije proti režimu Lukašenka, ker Lukašenko takrat ni podprl ruske okupacije Ukrajine. Lani je bil celo prvič na obisku v Evropski uniji, mislim, da je bil na pogovorih pri avstrijskem premierju Sebastianu Kurzu. Pred leti je bil neuradno celo na obisku v Sloveniji, povabljen je bil na smučanje, na krvavec in podobne zadeve. Se pravi, tukaj tudi Evropska unija in Evropa niso ves čas igrale neke konstruktivne vloge. In zdaj s to revolucijo, ki je demokratična revolucija, kot pravi Svetlana Tihanovska, in nikakor ne geopolitična revolucija, mora tudi Evropska unija in vsa Evropa dramatično spremeniti odnose s takimi državami. Hvala lepa za ta uvodni krog in hvala vsem, ki nas spremljate v neposrednem spletnem prenosu. Dobili smo tudi prvo vprašanje. Aleksandra sprašuje, kako ocenjujete tretji paket sankcij Evropske unije v odnosu do Belorusije? Se pravi, če bi kdo od spoštovanih gostov želel na kratko odgovoriti na to vprašanje. Se pravi, kako ocenjujete tretji paket sankcij? Morda gospa Ljudmila Novak, ker ste že omenjali sankcije, pa potem gospa Tanja Fajon. Ja, sankcije so potrebne, sicer ne bodo slišali, kaj pravzaprav Evropa pričakuje. Seveda pa te sankcije ne smejo v prvi vrsti prizadeti ljudi, da bodo še bolj revni, še bolj onemogočeni, ampak tam, kjer boli državo, državne voditelje, vlado. Naprimer, obstaja tudi ena pobuda, ki ne prihaja iz Evropskega parlamenta, ampak od nekod drugod, da bi bojkotirali hokejsko prvenstvo, ki naj bi bilo drugo leto v Belorusiji, in s tem dali jasen znak, da države ne odobravajo takega načina delovanja in tudi ne tega, da bi se potem to prvenstvo preselilo v ne v Sovjetsko zvezo, ampak v Rusijo. Že prej je bilo omenjeno, da opozicija potrebuje več finančne pomoči in dejansko tudi resolucija govori o tem, da naj bi dala Evropa pomoč za izobraževanje, pomoč novinarjem in pa drugim inštitucijam civilne družbe. Na gospodarskem področju pa seveda sankcije ne smejo prizadeti ljudi, ampak državo oziroma vlado.
Se bomo potem na kratko dotaknili v nadaljevanju. Tudi Mednarodni olimpijski komitej se je tu odločil, da bo nekaj ukrenil. Potem z gospodom Mancevičem ocenila, kako učinkovito je to. Ampak, gospa Fajon, še vas torej prosim, če lahko na kratko odgovorite Aleksandri, ki nas spremlja v živo, kako učinkovito je torej ta tretji paket sankcij. Zelo pomenljivo je bilo, kar je povedal prej kolega, da mora Evropska unija dramatično spremeniti odnose z Belorusijo, da imamo države, ki še vedno podpirajo določene posameznike in to je neka hipokrizija, če tako rečem. Na eni strani zaostrujemo dodatne sankcije, se trudimo, zdaj nismo uvedli omejevalne ukrepe, prepoved potovanja, zamrznitev premoženja vsem osebam, ki so na seznamu, preprečujemo vstop na ozemlje Evropske unije in tako naprej. Prej sem povedala, da bi morali dodatno ukrepiti sankcije, ko gre za financiranje režima. Zdaj, mislim, da še ni dovolj. Še bolj moramo finančno, tehnično in s politično podporo ukrepiti to, kar smo tudi prej slišali belorusko opozicijo. Jim dati naboj in možnost, da se bori naprej. Povsem jasno nam je, da je Lukašenko izgubil vsakršno legitimnost in da je njegovo edino orodje, ki ga danes uporablja nasilje. Da gre za zelo grobe kršitve človekovih pravic, pravne države in da mora na to Evropska unija nično ostro opozarjati. Morda je lahko eden naslednjih ukrepov tudi moratorij, ki se zahteva na uvedbo smrtne kazni in tako naprej. Skratka, ta pritisk moramo izvajati naprej enotno. Hvala lepa. Upam, da je tudi Aleksandra, ki je z nami, zadovoljna s tema odgovoroma. Dr. Denis Mancevič, česa so Belorusi ta hip najbolj naveličani? Kaj bi za prebivalce te države pomenilo, če bodo še dolgo v tako imenovani pad poziciji? Ja, jaz se sam bojim v največji meri apatije, do katere zna priti, seveda, če bo ta proces trajal v nedogled. Jaz sem že od prvem dogajanju avgusta, septembra ocenil, da ta tranzicija ne bo hitra, ampak vsekakor mora Evropska unija in tudi druge države narediti vse mogoče za to, da pa le ta tranzicija ne bo trajala 10 ali pa plus let, ker bo to predstavljalo en hud udarec za vse milijone ljudi, ki pravzaprav po celotni državi v Belorusiji mirno protestirajo in izražajo zelo jasno nasprotovanje trenutnemu režimu. Tako da apatija je tisto, česar se sam najbolj bojim, kajti do nas pridajo najbolj brutalne fotografije in pa videoposnetki od protestov. Ne smemo pa pozabiti, kaj se dogaja pod površjem. Pod površjem se dogaja to, da represivni organi ljudi lovijo protestnike, pa tudi samo mirne prebivalce, tiste, ki imajo opozicijske zastave izobešene po stanovanjih, vdirajo v stanovanja. Ti ljudje so potem bodisi izključeni iz fakultet ali pa izgubijo službe, kar pomeni njihov socialni obstoj ogrožen. Športniki, ki izjemno aktivno podpirajo demokratični proces, imajo ukinjene štipendije, so izgnani iz reprezentanc, kar pomeni, da so njihove kariere pod vprašajem. Tako da represivnost deluje bistveno bolj subtilno in podtalno in ne samo na teh fotografijah, ki jih mi vidimo, kar pomeni, da ljudi postaja, z vsakim mesecem bo ljudi bolj strah in bolj bojo seveda v ogroženem položaju in tudi socialno in eksistenčno ogroženi. Ja, in prav zato je treba ukrepati hitro in odločno. Spoštovani evropski poslanci, omenili ste že večkrat sankcije pa resolucijo. Samo spomnila bi, da je Evropski parlament septembra podprl resolucijo, ki rezultate predsedniških volitev označuje kot grobo kršitev vseh mednarodno sprejetih standardov.
Kot posledico tega Evropski parlament Lukašenka ne priznava več kot uradnega predsednika države in torej poziva k sankcijam, o tem smo govorili. Zanimivo pa je, da je resoluciji oktobra sledil še nabor priporočil glede odnosov med Evropsko unijo in Belorusijo, v katerem za predsednico priznava opozicijsko kandidatko Svetlano Tihanovsko. Gospod Bogovič, kdo je torej primeren sogovornik za Evropsko unijo? S kom naj se Evropska unija pogovarja o prihodnosti Belorusije? Zagotovo smo tudi s tem simbolnim dejanjem velikega pomena podelitve nagrade Saharov jasno povedali, koga Evropska unija podpira. Mislim, da je pomembno poudariti tudi to, da letošnje leto, za razliko od prejšnjih let, sploh ni bilo dileme, kdo bo letošnji prejemnik, in ob vsem spoštovanju ostalih kandidatov je bila ocena, da gre in da mora iti nagrada v tem letu prav v roke temu koordinacijskemu odboru, posameznikom, ki so pač zaslužni za to nagrado in za to demokratizacijo v Belorusiji. Mislim, da se strinjam s kolegoma, ki sta dejala, da so spremenjene okoliščine, da so sedaj prvič znotraj Belorusije kot posledica tega množičnega odpora izoblikovane skupine ljudi, ki postajajo sogovorniki. In te pogumne ženske imajo zdaj to odgovorno nalogo in to, da se z gospod Tihanovski v Litvi sestajajo politiki iz različnih držav, konec koncev tudi naš zunanji minister se sestal z njo, je na nek način zelo jasno, kje vidi in v kom vidi Evropska unija sogovornika. Zagotovo ta pot ne bo enostavna, in to, kar gospod Mancevič opozarja, je posledica tega, da v državi, kjer 26 let vlada nek diktator s takim represivnim organom, bo vse naredil, kar je možno, da nadaljuje svojo vladavino, kajti v nasprotnem primeru takim diktatorjem ne ostane drugega, kot da ga zaradi njegovega ravnanja do svojih sodržavljanov enostavno obsodijo. In zato so ti prehodi tako zahtevni. Gospa Tihanovska je zelo jasno povedala, da gre za notranje politično zadevo, kajti zaveda se, da kolikor bi v ta vstop Evropska unija vstopila s kakšnimi bistveno bolj agresivnimi potezami, ima gospod Lukašenko svojega zaveznika v Rusiji, ki pa ne izbira kakšnih niti demokratičnih postopkov za izbiro, za uveljavitev svojih interesov. In mi smo bili priča v Ukrajini nekega sprehoda tujih sil, ki so na koncu tudi izvršile zasedbo Krima, in tudi v Belorusiji so se v času teh protestov in se zagotovo tudi danes sprehajajo ljudje, ki so na nek način tudi neko, naj temu rečem, eno podzemlje tudi režima gospoda Putina, ki mislim, da se lahko tudi upravičeno boji, da bi z okrepitvijo te dejavnosti in demokratizacijo Belorusije lahko ta pljusk demokratičnih procesov pritisnil tudi na ruske meje. Zelo, zelo dobra iztočnica. Seveda bomo nekaj rekli tudi še o razmerju moči, ne le Rusija, tudi Kitajsko bomo tu še omenjali. Morda vseeno še malo vztrajam pri tem vprašanju, kdo naj bo sogovornik Evropske unije. Lukašenko še vedno de facto vlada in ne le to, kot je opozarjal kolega Soban, ima seveda tudi povezave, tudi zaveznike. Gospa Tanja Fajon, s kom naj se torej pogovarja Evropska unija? Predvsem kot ste sama omenila prej, mi smo imeli resolucijo, v kateri smo zelo jasno povedali, da priznavamo kot voditeljico beloruske opozicije, in jaz mislim, da se predvsem pogovarjamo z belorusko opozicijo, z ljudmi, z civilno družbo, z vsemi, ki so danes na ulicah, da jih opolnomočimo pri njihovi borbi za pravice, za demokracijo, za pravno državo, da so oni naši pravi sogovornik. Mi smo priznali tudi rezultate različnih mednarodnih opazovalnih organizacij, ki so opozorile na represijo, na nepoštenost volitev,
Tako da te volitve za nas pravzaprav niso legitimne in podpiramo seveda napore opozicije za čimprejšnje nove svobodne demokratične volitve. In to se mi zdi je tisto, kar je ključno. Lukašenko za mojo oceno absolutno ni naš legitimni sogovornik. Še enkrat, prej sem dejala, da je izgubil vsakršno legitimnost, na oblasti se drži z nasiljem in ta vsak, bi rekla, izgubljeni teden, mesec je velika škoda za državo, zlasti pa za ljudi, ki so pod hudo prisilo, ki so v mučenju, ki izginjajo, ki so pridržani, aretirani in moramo njim nuditi na prvem mestu podporo. Ja, prav to. Slišali ste tudi dr. Denisa Manceviča, zato izziv za vas, gospa Ljudmila Novak. Kako naj Evropska unija nagovarja beloruske prebivalce? Slišali smo, represija ne deluje samo s palicami, načini so zares domišljeni, brutalni. Zelo aktivna je tudi beloruska diaspora. Tudi sama sem predstavnike te diaspore v Sloveniji sprejela v svoji evropski pisarni. Predstavili so stanje v Belorusiji, govorili so o različnih osebah, na kakšen način se bojujejo in da želijo tudi povsod po svetu, kjer živijo Belorusi, seznanjati s temi razmerami tamkajšnje vlade. Mislim, da je to izredno pomembno, kajti če nekdo osebno pristopi do tebe, imaš tudi drugačen odnos do tega problema in se zanj bolj zavzameš. Med drugim so mi povedali tudi, kako beloruska vlada dobro plačuje policijo. Dali so en primer, na primer zdravnik oziroma policaj je 2-krat bolje plačan od zdravnika. To pomeni, da veliko vlagajo prav v to, da imajo močno policijo, vojsko, ki potem nekako se izživlja nad civilnim prebivalstvom. Potem je bilo povedano, da imata tam pomembno vlogo tako katoliška kot pravoslavna cerkev, ki sta na strani ljudstva. In vemo, da vlada tudi predstavnike cerkve kaznuje, zato ker so se postavili na stran ljudstva. Skratka, na vseh nivojih je potrebno, da stopimo na stran Belorusov, da jim pomagamo, da Evropska unija tudi financira izobraževanje diaspore, da je nudi zaščito. Potem vemo, da so tuji novinarji bili pregnani iz države. Na nek način, da daje podporo tudi medijem, da svet zve o tem. Skratka, na različnih nivojih, kakor je pač možno, da jih podpiramo, in pri tem seveda pričakujem tudi vse države, demokratične države, da bojo podprle to vztrajanje pri demokratičnih spremembah in zahtevo za nove volitve. Še en pomemben vidik pri današnji razpravi bi želela odpreti s tem, ko vas bom povabila nekaj let nazaj, v leto 2006, ko je nagrado za svobodo misli prejel Aleksandar Milinkevič, vodja demokratičnega opozicijskega gibanja za svobodo v Belorusiji. Branko Soban, mislim, da ste intervjuvali tudi njega, tako kot številne Saharove nagrajence. Zakaj že leta 2006 beloruski opoziciji ni uspelo? Oziroma, kaj se je zgodilo v teh 14 letih? Ja, takrat sem se res pogovarjal z njim, bil je izzivalec Lukašenka na predsedniških volitvah, potem mislim, da je bil nekaj časa tudi v zaporu. 2 leti pred njim pa so nagrado Saharova dobili tudi beloruski novinarji, Združenje beloruskih novinarjev, ki v bistvu velika večina, seveda posod obstajajo tudi režimu lojalni novinarji, ampak ta organizacija, ki je dobila nagrado, je v bistvu ves čas opozarjala na nesvobodo tiska. Jaz poznam ogromno beloruskih novinarjev, med njimi je veliko žensk, recimo Irina Halip se že dolgo poznava, pred 10 leti so ji zaprli moža, ki je ravno tako
izzival Lukašenka na predsedniških volitvah, zaradi njega je bila potem zaprta tudi ona. Tako da tukaj v resnici v Belorusiji ta upor proti režimu vodijo ženske. Prej je bilo vprašanje, s kom se pogovarjati. Seveda, pogovarjati se je treba Svetlano Tihanovsko, ki duhovito pravi, da zdaj v bistvu oni niso več opozicija, saj imajo večino v državi. Se pravi, so oni edini legitimni predstavniki Belorusije. In pogovarjati se je treba Svetlano Aleksijevič, eno veliko moralno avtoriteto beloruskega naroda in beloruske opozicije, Nobelova nagrajenka za književnost. Mislim, da je prav letos izšel njen prevod Ženski obraz. Vojna nima ženskega obraza, sijajna knjiga. Ona bi imela veliko zapovedati. Predvsem pravi, ne smemo več molčati. In na to opozarjajo tudi novinarji, ki so tudi zdaj v prvih vrstah tega upora proti režimu Lukašenka, ki traja predolgo. Na oblasti je 26 let, ampak protesti so se v bistvu dogajali po vsakih predsedniških volitvah. S tem, da so bili letošnji protesti najbolj množični in tudi reakcija na nje najbolj brutalna. Podobno v resnici se to dogaja nenehno, ampak se mi zdi, da prav letos je ta gnev množic dosegel stopnjo, ko ljudje niso bili več tiho, kot pravi Svetlana Aleksijevič. Do zdaj, v dosedanjih razpravah je bilo rečeno, koliko časa to traja, koliko časa bo ta tranzicija trajala. Svetlana Tihanovska optimistično pravi, da bo režim gotovo vztrajal še kakšno leto, več pa ne. Jaz se bojim, da bo dlje. Ona je tako optimistična zato, in tukaj se z njo strinjam, seveda, ker je ta režim dokončno moralno bankrotiral, politično je mrtev in bo v celoti odvisen samo od pomoči Moskve, ki seveda ni zainteresirana za to, da bi Lukašenko odšel. Tudi tukaj spet... Branko Soban, če dovolite, da ne bomo govorili samo o Svetlani Tihanovski, predlagam, da zdaj tudi sama nekaj pove, spravi z velikim veseljem napovedujem kratko izjavo Svetlane Tihanovske in nadaljujemo. It is a tremendous honor for me to receive the Sakharov Prize together with other laureates on behalf of the Belarusian democratic movement. This prize is for freedom of thought. What is the freedom of thought for Belarusians? For Roman Bondarenko, it was the desire to prevent plain-clothed police from removing our national symbols from the courtyard of his own apartment block. He passed away after being barbarically beaten. We are mourning his death, the same way we are mourning the deaths of 7 more men who died because of the regime. For my friend Maria Kolesnikova, freedom of thought is the right to go all in for your country. She tore apart the passport and chose prison over exile just to remain in Belarus and be with her people. My thoughts are with her every day. For my husband Sergei Tikhanovsky, freedom of thought is to tell the truth no matter the cost. For that he was deprived of the right to see his family and thrown in jail on trumped-up charges. I sincerely hope that all of the political prisoners will be free in the nearest future and can rejoin the movement in full measure. For Ales Belyatsky and the Belarusian human rights organization Vesna, it is to persist and to protect those in need, no matter the pressure. They are doing tremendous work documenting human rights violations of the past months and providing legal support to the victims. For me, freedom of thought is to stand in for my husband when he was denied the right to run for presidency.
it is to take the responsibility and dare to challenge the dictatorship. In fact, this is a prize for all Belarusians. It is a testament to their struggle, to their valor, to their dignity. For us, 2020 will go down in history as the year when the new Belarus has emerged. I want to underline that our fight is a fight for universal values. The ideals of freedom and dignity define what it means to be European. I'm happy that the European Parliament has recognized our struggle by giving us the distinguished Sakharov Prize. Millions of Belarusians and I are grateful for it. It is important precisely because it acknowledges the ideals we are fighting for. Therefore, I encourage all of you to continue supporting Belarusians in their pursuit of freedom. Only when we stand together, we can build a prosperous Belarus as a part of a safe, strong, and united Europe. Long live Belarus! Thank you very much for this award. Svetlana Tihanovska, dobro, da smo jo lahko videli in poslušali. Branko Soban, zdaj pa lahko nadaljujete, ne? Oziroma, če lahko še dodate svoje videnje tega, kakšne možnosti dejansko ima Tihanovska in ostali predstavniki demokratične opozicije v Belorusiji za prevzem oblasti in kako komentirate njeno izjavo, pred kratkim smo jo zasledili v pogovoru za Politiko, zavrnila je možnost morebitnega oblikovanja vlade v izgnanstvu. Ja, jaz bi na njenem mestu ravnal podobno, ne, vlada v izgnanstvu, Jaz mislim, kot sem že omenil, da Lukašenko bo prej ali slej moral oditi, ne, ker je politično mrtev, moralno bankrotiran. Večina Belorusov, ki podpira opozicijo, nikoli več ne bo na njegovi strani. Tako da bo, jaz mislim, njegova usoda v veliki meri ali pa v celoti odvisna predvsem od zunanjih akterjev, tukaj od Evropske unije, ki je doslej premalo naredila. In seveda, še bolj kot od Evropske unije, pa seveda bo njegova usoda odvisna od Moskve, ne. Moskva trenutno brani Lukašenka, težko si predstavlja Belorusijo, ki bi pobegnila iz ruske orbite, kot je v bistvu že pobegnila Ukrajina, tako da bo Moskva tukaj poskušala storiti vse, da ta režim obstane. Rusija je doslej v Belorusijo s pomočjo raznih poceni, subvencioniranja plina in nafte, doslej vložila že več kot 100 milijard dolarjev. In ko je nekdanji poljski minister Radoslav Sikorski o tem spraševal ruskega kolega Sergeja Lavrova, se je Lavrov prijel za glavo, pravi, ko bi vložili samo 100 milijard. Se pravi, Belorusija stane Rusijo ogromno, še več, veliko denarja. In tudi po izbruhu zdajšnje revolucije se je Lukašenko s Putinom sestal v Sočiju in Kremelj je Lukašenko ob tej priložnosti podaril $500 milijardo, na kar je Svetlana Tihanovska takrat odgovorila, da to je osebni dolg Aleksandra Lukašenka in da ga beloruski narod tega dolga dodatnega ne bo nikoli odplačal. Zdaj, Evropska unija, problem Evropske unije je, da nima enotne zunanje politike. Septembra letos je bil Sergej Lavrov na obisku na Cipru in nenavadno naključje, ravno po tem obisku je Cipr začel nasprotovati sankcijam Evropske unije proti Belorusiji. Popustil je šele takrat, ko je uradna Nikozija dosegla, da se hkrati s sankcijami proti Belorusiji uvede tudi
sankcije proti Turčiji, dobro vemo, zakaj, ne bomo šli zdaj na to turško temo. Se pravi, veliko bo odvisno, kot sem že dejal, kako bodo v primeru Belorusije igrali zunanji igralci, ne. Evropska unija je bila doslej premalo odločna, še pomembnejšo vlogo pa bo igrala Moskva, ne. Evropska unija ima že nekaj let izjemno dober program, ki se mu je reklo vzhodnoevropsko partnerstvo. Mislim, ta program je zamrl, morda tudi zato, ker se je Evropska unija že spet pogovarjala samo z voditelji in premalo s civilno družbo, ne. In to je v beloruskem primeru več kot očitno. Pomagati je treba beloruski civilni družbi, opoziciji in seveda blokirati vse, kar je kakorkoli povezano z režimom, ne, tudi z denarjem. Že izpostavljali te sankcije. Zdaj vas prekinjam, ker moramo tudi časovno okno nekako ujeti. In hvala za to zelo dragoceno iztočnico po eni strani tako o politiki vzhodnega partnerstva, kot tudi o tem, da je seveda Belorusija tradicionalno del ruskega interesnega območja. Gospod Bogovič, kaj torej trenutna kriza pomeni za odnose med Evropsko unijo in Rusijo? Ti odnosi so na relativno nizkem nivoju že dlje časa. Poznamo, kako se je ob dogajanjih v Ukrajini tudi zaostrila ta politika in to, kar gospod Coban opozarja, je eden od večjih problemov Evropske unije pri zunanji politiki, da je potrebno na svetu zunanjih ministrov in pa tudi predsednikov vlad ustaviti 27 zunanjih politik, kar je bilo v tem primeru, kot je bilo lepo opisano, zelo evidentno. Zdaj v teh odnosih je tudi način dela, kot sem že prej omenil, zelo drugačen. Evropska unija enostavno deluje po teh demokratičnih principih, kjer se včasih predolgo dogovarja, deluje transparentno, medtem ko se ruski režim poslužuje povsem drugačnih metod, kot so tudi te prikrite podpore in jaz računam, da bo šlo strani Rusije še v nadaljevanju v to prikrito ali pa odkrito podporo za vsako ceno zaustaviti te demokratične procese v Belorusiji. Zato bo nujno to, kar smo že govorili, krepiti tiste, ki so nosilci teh procesov v sami Belorusiji. V odnosih z Rusijo pa vidimo, da tudi znotraj Evropske unije, ne vem, ko govorimo o Severnem toku, pride do različnih interesov in to mislim, da ni treba nič, da prikrivamo, da imamo tudi zaradi kakšnih gospodarskih interesov Evrope na tem zunanjem političnem problemu kar precej težav. Tako da ne pričakujem pa, da bi šla Evropska unija v postopke, s katerimi bi se kakšen ukrajinski scenarij ponovil. Tako da jaz mislim, da bo še enkrat več žal bila Evropska unija do neke mere tu zadržana. Upam, da bo čim bolj usklajena z opozicijo, jo podpirala in na nek način krepila tiste, ki jim je v Belorusiji dovolj tega režima. Smo pa že prej ugotavljali, da je lahko tudi ta boj dolgotrajen in da je konec koncev tudi sam ta rezultat negotov in da je zelo veliko ljudi, ki so vredni vsega občudovanja za njihov boj, v zelo veliki nevarnosti, kajti avtokratski režimi, kakršen je Lukašenko, res ne izbirajo sredstev in človekovo življenje, konec koncev, kaj šele njegove pravice do svobode ne štejejo veliko. Žal je res tako, gospa Ljudmila Novak, če torej Rusija ni zaveznica Evropske unije pri spremembah v Belorusiji, kdo iz mednarodne skupnosti bi pa lahko bil zaveznik? Na koga še lahko računa Evropska unija? Ja, seveda Rusija je zaveznica Belorusije, ker na takšen način ščiti samo sebe in svoj režim, kajti če bi se zgodilo, da bi beloruska opozicija bila uspešna, bi bil to dober signal tudi za ljudi v Rusiji, ki vendarle ne živijo tako dobro, kot bi lahko ob vsem narodnem bogastvu.
Tudi v resoluciji Evropskega parlamenta zahtevamo, da se odpravi čim prej delegacija v Belorusijo in se tam sestane z voditelji opozicije oziroma s to koordinacijsko skupino in najbrž tudi z drugimi. Ne vem, če nekoga ne priznavamo, ali se lahko z njim vseeno sestanemo ali ne. Vsekakor je prav, da bi to storili, da bi tudi na ta način dali jasna znamenja, da pač pričakujemo, da vendarle se zgodijo spremembe, da pride do novih volitev, da se sedanja oblast umakne. Ne nazadnje na takšen način tudi ne bodo mogli večno vladati. Torej, podpirati opozicijo, se pogovarjati tudi z diasporo, se pogovarjati s predstavniki tudi katoliške in pravoslavne cerkve, ki imata velik vpliv tudi v narodu in tudi precejšno podporo, kot so mi dejali ti člani iz diaspore. Skratka, iskati načine, kako vendarle opogumiti to opozicijo, da bo vztrajala. Jaz verjamem v ženske, ki so trdne, močne, čeprav priznam, če bi meni grozili, da mi bodo odvzeli otroke ali da se bo kaj zgodilo mojim vnukom, bi tudi zelo premislila, kaj bi v prihodnosti počela. Ampak tukaj gre tudi za življenje njihovih otrok in njihovih vnukov, njihovih mož, če tako rečem, in žena, in zato jaz upam, da bodo dovolj močni in vztrajni. Doktor Denis Mancevič, vam pripada sklepni komentar, sklepna misel. Prosim vas, če lahko zelo konkretno poveste, kaj v Belorusiji dela Evropska unija, kaj dela Rusija in kaj dela Kitajska. Potem pa morda za konec še čisto na kratko o tej vlogi športa, ki smo ga že omenjali tudi vmes, če smo začeli simboličnim korakom Evropskega parlamenta z nagrado Saharova. Mednarodni olimpijski komitej se je pa odločil, da vodstvo Beloruskega olimpijskega komiteja, presenetljivo na čelu je tudi tam Lukašenko, izključi, ampak da bodo športniki še vedno lahko tekmovali na olimpijskih igrah. Se pravi, kar težko nalogo sem vam dodelila, prosim. Ja, hvala lepa. Bom poskusil opraviti po najboljših močeh. Jaz mislim, da je Evropska unija z nepriznavanjem legitimnosti Lukašenka storila velik politični korak. Ampak od tukaj naprej je pa treba prizadevanje Evropske unije stopnjevati in kot sem rekel, kot sem že omenil, predvsem skozi krepitev civilne družbe. Bom navedel en ukrep, ki bi po moji oceni bil najbolj učinkovit, pa mogoče zveni še tako enostaven. Poenostaviti pridobitev viz in pa prihoda v Evropsko unijo za državljane Belorusije. Ne vem, če kdo izmed spoštovanih panelistov se zaveda, kako težko je za prebivalca državljane Belorusije dobiti vizo že za kratkoročni obisk, kaj šele za študij ali delo v Evropski uniji. In to je nek element mehke moči, ki bi nedvomno prinesel rezultate. Vprašanje pa, koliko je politično izvedljivo. Rusija, o tem je že gospod Soban veliko govoril, pa imamo tukaj nekoliko drugačen pogled mogoče. Tudi Lukašenko ni prvi, bi rekel, najbolj idealen politik z vidika Rusije. Že dalj časa obstaja politično nasprotovanje in če bi Kremelj lahko izbiral, bi v Belorusiji izbral koga drugega. Ampak je Lukašenko v tem trenutku najboljši izmed vseh opcij za njih, ker, kot rečeno, je bilo že veliko vloženega, pa kljub temu Kremelj vedno ni dosegel tega, kar bi želel. Kremelj se najbolj boji kaosa v Belorusiji. Kaosa, ki bi po eni strani prizadel ruske interese in po drugi strani približal Belorusijo zahodnim državam ali pa skratka nekega gruzijskega ali pa ukrajinskega scenarija. Pokomentiral bi še mogoče tudi ta vidik, s kom naj se pogovarja Evropska unija. Beloruska opozicija je prešibko institucionalizirana, kot taka sploh ni institucionalizirana. Nastala je v tem trenutku ad hoc kot rezultat množičnih protestov. Torej, ni bila opozicija tiste, ki bi pozivala ljudstvo k množičnemu uporu, ampak zgodilo se je ravno obratno. Kar pomeni, da opozicija takšna, kot je v tem trenutku, bo težko zelo kredibilen sogovornik ali pa izključen sogovornik. Kar pomeni, da po moji oceni, če želi Evropska unija proaktivno iskati izhod iz tega in pomagati
beloruski družbi k demokratični tranziciji, mora iskati sogovornike tako v krogu Lukašenka, ki še vedno nadzoruje vse podsisteme, torej od šolstva, represivnih aparatov in tako dalje. Absolutno z konverzacijskim odborom opozicije, ampak tudi Moskvo. Brez tega dialoga in brez izpostavljanja položaja in pa iskanja nekega kompromisne tranzicijske rešitve tukaj se bojim, da ne bo šlo. Mogoče na koncu še vprašanje okrog Olimpijskega komiteja. Šport velja za režim Lukašenka kot izjemno pomemben simbolni element državotvornosti in pa njegovega, kako bi rekel, vodenja. Tako da sam pozdravljam ta ukrep, mislim, da je zelo odločen in da je Mednarodni olimpijski komitej pokazal dobro časovno razumevanje konteksta, s tem, da ni kaznoval beloruske športnike, ampak funkcionarje, tako da ta poteza je vsekakor na pravem mestu in je pozdravljam. Tako, spoštovani gostje, najlepša hvala za vaše odgovore in za res dragocen vpogled v to zelo kompleksno dogajanje. V teh 60 minutah smo ga skušali čim bolj temeljito osvetliti. Najlepša hvala torej. In hvala tudi vsem vam, ki ste nas spremljali. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva in že zdaj vabim k spremljanju naslednje razprave v Studiu Evropa na temo Šola in pandemija, izgubljena generacija. Rezervirajte si petek 8. januarja ob 11.